Zdravo! Današnji video bo malo drugačen od ostalih. Namreč dobil sem nekaj vprašanj, na katere bi rad odgovoril in danes se mi zdi pravi čas za to, ker enostavno nimam treninga in si lahko vzamem čas, da posnamem video in s tem odgovorim na vprašanje. Prvo vprašanje. Boštjan me je vprašal, kolikokrat na teden treniram. Treniram 5-krat na teden, to pomeni ponedeljek, torek, sreda je ponavadi fraj, če mi rata, četrtek, petek, sobota je trening in nedelja je off dan. Če slučajno kdaj katerega treninga ne morem narediti, recimo da v torek ne morem treninga narediti, definitivno nimam v sredo potem fraj. Poskušam imeti 2-krat na teden fraj, 5-krat na teden trenirati, če mi je to čas oziroma enostavno, če to zmorem. Naslednje vprašanje. Matic je vprašal, če delam po kakšnem posebnem programu. Glede na to, da je moja želja trenutno zdrževati neko formo ali pa postati malenkost močnejši, biti malenkost bolj fizično pripravljen, ne pa biti ravno najboljši, kar sem lahko, zaradi tega, ker imam še druge okoliščine, katere so mi trenutno malenkost bolj pomembne kot sama športna priprava. Treniram po posebnem programu, ki je dejansko prilagajen meni in mojim ciljem. Zato z mojim trenerjem se vedno poskušamo uskladiti, kako bi naj enostavno treningi potekali, ki so dejansko planirani za nekaj mesecev vnaprej. To vprašanje se navezuje, ki je imel Jure. Jure me enostavno vprašal, če imam trenerja. Normalno, jaz mislim, osebno mnenje moje je tako, da vsak bi mogel imeti trenerja. Predvsem zaradi tega, ker nekdo, tretja oseba ti lažje pove, kaj delaš prav in kaj delaš narobe, kot pa če enostavno sam sebe gledaš po videih, ni to tono. Poleg tega, če si open-minded, kaj pomeni v bistvu, če sprejemaš informacije od drugih ljudi, ki dejansko opazujejo tvoj trening in probaš to popraviti, če je kakšna negativna stvar oziroma samo pohvalo dobro sprejeti, je dejansko imaš ti dosti več od tega, hitreje boš napredoval in zato so dejansko trenerji, da pomagamo drug drugemu in da trenerji pomagajo tudi drugim trenerjem, da dosežejo svoj nek določen cilj. S trenerjem, ker v bistvu trener ne živi v Sloveniji, nimamo ravno osebnega oziroma fizičnega stika, enostavno tako kot ti vidiš moj video, kaj jaz delam, tako trenerju pošljem video preko Facebooka, Skypea, karkoli in on pogleda dejansko samo tehniko dviga in mi nazaj enostavno sporoči, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo, kaj popraviti, kaj ne. Dejansko, tako da se iz treninga v trening poskušam osredotočiti na določene malenkosti, ki dobim na svet od trenerja. In mogoče enostavno nisi vedel, da to obstaja, dejansko trenerstvo nadaljavo in lahko vprašaš, da je. Naslednje vprašanje, ki je imel Alen, pa je bilo tako. Ali je smiselno delati conditioning oziroma trening za kondicijo zjutraj in zvečer trening za moč? Ne vem, če zelo ravno, kaj je prav pa kaj narobe odgovor, če tako odgovor ostaja. Moje mnenje je tako, da vsaj iz lastnih izkušenj vem, da če sem zjutraj delal res nekaj za kondicijo, ker sem bil malo več bolj poln energije oziroma sem imel energije zaradi tega, ker sem predtem 8 ur spal, dobro jedel, dober zajtrk imel in zjutraj treniral za kondicijo oziroma lažje kile, dosti ponovitev in sem zvečer prišel na trening, sem se počutil pa navadi malo utrujenega vsaj od jutranjega treninga. Enostavno zaradi tega, ker zjutraj sem se lahko gnal, koliko je šlo, z malimi kilami mi to ni bilo problem. Ko sem prišel zvečer na trening, ko sem probal delati za moč, pa enostavno ravno te čist malo dodatne motivacije, moči, kakorkoli mi je svalilo in zato sem se enostavno odločil, da takrat, ko sem imel možnost delati 2 treninga na dan, sem zjutraj delal trening za moč in zvečer trening oziroma popoldne trening za kondicijo oziroma vzdržljivost, kakorkoli. V bistvu je odločitev tvoja, probaj, poročaj meni, kako se to na tebi obnese, rad bi slišal tvoje mnenje na to vprašanje. To so bila 4 vprašanja, upam, da sem vsem 4 odgovoril vsaj deloma, oziroma da so dobili vsaj odgovor, ki ste ga iskali. Če imaš kakšno vprašanje, mi napiši pod ta video ali mi napiši preko Facebooka, Instagrama, Twitterja,
piši preko maila info@levelup.si. Pa prosim, če so ti te informacije bile kaj zanimive, informativne, kakorkoli, klikni like, klikni subscribe za naš YouTube kanal, hvaležen ti bom, oziroma sem ti, tako da ja, hvala še enkrat.